Eni me že poznate, so se ostale, ki me ne. Sem 39-letna diplomirana fizioterapeutka, vodja fizioterapije v velikem terapevtskem centru v Avstriji. Takrat, ko sem se zaposlila, seveda sem že takrat imela diagnozo multipla skleroza, tega nisem povedala nikomur, ker bolezen ni bila navzven, bila je na papirju, več ali manj. Simptome, ki sem jih imela in probleme, ki sem jih imela, sem nekako potisnila nekam v ozadje, nisem se preveč ozirala na njih in sem pač živela svoje življenje. V trenutku, ko sem šefu povedala, da imam multiplo sklerozo, ker so se začele prve težave z desno nogo, sem začela rahlo šepati. Ne vem, kaj mislite, kako je reagiral? Ima kdo idejo? Rabi se pogovarjamo. Zjokal se je. Rekel, da pozna bolezen in da mu kaj hujšega verjetno ne bi moglo doleteti. In v isti sap je povedal, da bova pa že nekaj našla za mene, kar mu pa jaz na tej firmi lahko delala. Da bova se že znašla in da naj čisto nič ne skrbim. Nimajo vsi te sreče. Dostikrat je nažalost tako, da če poveš delodajalcu, da imaš kakršnokoli kronično obolenje, posebej, če je to multipla skleroza ali karkoli podobnega, ne poteka vse tako gladko. Ne sprejme vsak šef sodelavca, zaposlenega z tako boleznijo, ki mogoče več ne bo tega poklica mogel upravljati, ampak mogoče dosti na bolniškem. No, jaz še nisem bila na bolniškem toliko sama, ampak tudi, če bi bila, pri nas to ne bi bil problem. Res imam to srečo. In da bi se pa vrnila tja, izpred 20 let nazaj, ko se je v bistvu vse začelo. To je bilo leto, v katerem se je zgodilo marsikaj lepega. Spoznala sem svojega fanta, ki je sedaj moj mož. Končala sem gimnazijo, bila sprejeta na študij fizioterapije. Takrat so sprejeli samo 30 študentov v Ljubljani na šolo. Jaz bila ena izmed njih, sem bila res srečna. In potem ta slaba novica, pošta, ki je pač spremenila marsikaj, vsaj za tisti dan, v tistem trenutku, diagnoza multipla skleroza. Marsikaj se je podrlo. Marsikatere sanje, ampak bom rekla, podrle so se sanje samo v tistem dnevu. Ker jaz sem še naslednjih 10 let funkcionirala zelo dobro. Bila sem inštruktor aerobike, učila sem plesa, male otroke. Poleti sem bila dosti na rolerjih, hodili smo dosti plesati, se zabavali, pač vsi ostali v mojih letih takratnih. Seveda, da se je moj fant takrat prestrašil te diagnoze, vse se je oba. Ker je moja mama tudi bolnica z multiplo sklerozo, čeprav, hvala Bogu, njej gre boljše kot meni. Če smo pač gledali, v kakšnem stanju je ona, ok, če boš ti tako, bo itak super. Ampak k nam na obisk so prihajali tudi drugi, ki so imeli to obolenje. In pri tistih pa ni šlo vse tako gladko in tako lepo. In seveda, ko vidiš to, se prestrašiš. Pak midva sva uspela ostati močna, ustvarila sva si družino, imamo 2 lepa otroka, vendar se je po drugi nosečnosti stanje začelo zelo slabšati. Tudi to ni zrahljalo najine veze. In sva šla dalje. Sva zdaj tu, povsod, kamorkoli grem, me spremlja, mi pomaga, me stoji ob strani, me bodri, motivira, ker ni vedno vse lepo in fajn. In tudi danes nismo tu, da bi govorili, kako je pač v življenju vse lepo. Ni vedno lepo. Skrajno ni vedno lepo. Ni vedno enostavno. Nisem prišla danes vsem povedati, da pa bolenje, kot je multipla skleroza, vse pa to ni nič hude. Malo sediš na vozičku, drugi te vozijo sem in tja.
pa postorijo stvari za tebe, ni to. Ampak vseeno, ko pa imaš slab dan, potem naslednji dan je ponovadi spet boljši, pravi, po vsakem dežju posije sonce, spet najdeš neko moč nekje, ponovadi s to otroci. In greš dalje. In jaz sem te sreče, da imam dobre sodelavce, super šefa, odličnega, čudovitega moža in tudi prijatelje, ki ti stojijo ob strani. Res pa je, da opaziš, da se te pa mogoče nekateri pojmani prijatelji vseeno začejo ne ogibati, oziroma te mogoče več ne povabijo na toliko zabav, kot bi te drugače. Seveda, ker si ti na vozičku, ker so tam stopnice, ker ne moreš plesati z njimi po mizah in seveda nisi vsakem potem več tako zanimivi. Ampak potem to tudi niso ta pravi prijatelji. Pravim prijatelju je najbolj važno to, da je s tabo, da si ti z njim, da si skupaj, da se družite, ne glede na to, v kakšni obliki. Je pa ogromno ljudi tudi, ki pa nima vsega tega. Če zboliš tako mlad, kot sem jaz bila, pa bolezen napreduje hitro, dosti hitreje, kot je pri meni, imaš veliko možnosti, da ostaneš brez službe. Brez partnerja, si ne ustvariš družine in potem si sam. In potem je ta bolezen, ki ima res veliko moči in jih ima potem še dosti več. Je še dosti bolj močna, dosti bolj nevarna za posameznika in za vse okolje, ker ti lahko vzame marsikaj, tudi voljo do življenja. In kdo ti lahko še stoji ob strani, če to ni družina, če to niso prijatelji, če to niso sodelavci v službi, sam sebi. Lahko stojiš ob strani in ostaneš močen in se boriš. In kot rečeno, vsakemu ne uspe. In danes smo tu zato tudi tukaj, da si izmenjamo izkušnje, oziroma da mogoče dobimo, da če se kdo najde v tej zgodbi, jaz sem pa sam, pa mogoče ne mogoče nimaš tega obolenja, ampak si v življenju imaš občutek, da si sam. Kako najti način, da ne čutiš te osamljenosti? Kako najti moč, da gre skozi življenje? Kako se boriti? Bori se z boleznijo ali s čimerkoli drugim. In jaz bom dr. Kristovič svetoval, nam povedal, pokazal pot, kako v taki situaciji dalje. Zdaj, meni počasi zmanjkuje, če me bi govorila, se bi bilo super, če me kdo kaj vpraša, mi pove, ker bo lažje. Prosim? Ne, vse preko avstrijskega zdravstva, vse v Sloveniji ne. V Sloveniji sem dobila voziček, ki je bolj ropotal kot pošal. Saj ni bilo tako slabo, ampak je res bil grdi, no. Vse so mi ga potem spimpali, tako da je zdaj roza, vijolične barve, ampak vseeno je v kleti parkiran, ne vozim se z njim. Za ta voziček bi v Sloveniji pač morala doplačati nekje 2.500 evrov do plačila. Se pravi, sam si, z boleznijo si sam in iščeš načine, kako si olajšati vsak dan, kako mogoče, če že rabiš voziček, da ni najbolj grdi, sivi, stari, ne vem, spet si sam. V Sloveniji si spet sam, nažalost. Spet moraš tiste 2,5 ure nekje najti, če hočeš imeti malo boljši invalidski voziček, ker ti ga noben, drugi ne podari. Tako ja, kot rečeno, delam v Avstriji in tam so ene stvari malo dosti bolj urejene. Dosti bolj urejene kot v Sloveniji. To je zopet veliki plus za mene. Tako da ja. Zdaj, jaz bi te bo vprašala, kako pa tvoj mož potem živi zraven tebe, kako se vidva počutita en zraven drugega, kako premagujete to bolezen? Tudi on jo mora premagovati, verjetno, ne? Seveda, da jo mora. On je v bistvu
za večino stvari potem sam, ne? Stvari, kjer bi jaz upravila, ne? Nakupovanje po trgovinah, čiščenje hiše, saj ja, kaj postorili tam, ampak ne moreš več tale pobrisati, ker padaš, ne moreš več okna čistiti, ker padaš in tako dalje. Seveda, da mu je težko, seveda, da ima dosti več dela, kot bi imel drugače in on mora biti zelo močan. Midva funkcionirava zelo dobro, ampak jaz občudujem njegovo moč. Služba, potem imamo 2 otroka, enega treba peljati na eno dejavnost, drugega na drugo dejavnost, potem treba ženo peljati v Maribor ali kamorkoli pač, ne. Za vse je sam in jaz občudujem njegovo moč. Ima tudi stresno službo, ne, možek, malo se deluji, ima tudi zelo stresno službo. Jaz ne vem, on nikoli, če bi jaz prišla službe, ki je tako zelo stresna, če jaz prišla službe, ki je tako zelo stresna, kot je njegova, jaz ne bi morala, jaz bi verjetno najprej dala vse ven, pa potem priješ iz stresne službe domov, ker te čaka, ker večkrat me pokliče, si v redu? Saj vem, ali pa tudi, če me vpraša, če je v redu, jaz vem, zakaj me kliče, da preveri, če sem v redu. Če sem cela, ker padem, ko padem kot drevo, padeš, nimaš nobene reakcije, ni, telo ne reagira, zakrči in potem padem in potem, če njega ni doma, sama se ne morem stati. Danes, ko sem imela dopust, me 2-krat poklica, verjetno drugače me ne bi, ker nima časa v službi, ampak če sem doma in potem jaz hodim nekaj gor pa dol po stopnicah, je to vedno rizično, kako se bo končalo. Živi v strahu, sigurno. Stalno v strahu. Drugače pa dobro funkcionira. Mislim, da je, no. Tista klasika, ne. Veš, v vsaki zvezi so sponi in padci, ampak ne spomnim se, da bi pri nama bila bolezen kriva za kakršenkoli padec. Mislim, da ne, no. Prej je bilo kaj drugo krivo. V 20 letih, seveda, da mislim, da je to normalna zveza, da so padci in sponi, ampak ni nič tragičnega bilo in smo še skupaj in smo srečna in prav tudi, da otroci ne čutijo te bolezni preveč, ne. Saj, ko grejo s kolesi malo naokrog, gre samo ati, ne. Zdaj spet na jok omenjam otroke, ne, ta najbolj šibka točka. Ona dva pravite, da imate samo eno željo, da ko boste pisali Božičku, da je bila mama zdrava. Poveta, ampak drugače pa funkcioniramo. Mama kot mama se dere na ves glas, ko kaj ne štima. Ampak ja, ni nam lahko, se pa borimo. Zelo. Je pa zdaj tak tudi, da pač moram reči, da mogoče edina svetla točka pri tej multipli zdaj je, da sem na račun multiple spoznala veliko novih in resnično dobrih ljudi oziroma prijatelja. To je mogoče res tista ena edina svetla točka, kjer bi lahko izpostavila, drugače pa na tej bolezni ni nič dobrega, pa svetlega, pa fajn, pa ne vem, če kdo pomisli, pa zdaj boš multiplo, pa mogoče lahko greš penzijo, pa ne boš šla v penzijo. Jasno. Ne, ker če enkrat ostanem doma, potem je konec, potem pustiš. Potem si vsako jutro naneseš make-up, pa se ne zrihtaš, ostaneš, ležiš v postelji, pa ležiš, pa še ležiš, potem krat samo še ležiš. Ne. Naletiva pa tudi na ljudi, pač, ki niso naši najbližji, ki zelo napačno reagirajo, ampak kaj sploh je pravilna reakcija, to še mi sami ne vemo. Ne? Ampak ko te nekdo sreča, recimo mene poznajo kot bivšo aerobičarko, učiteljico plesa, sem mogoče s kom nisem videla že leta, pa te sreča na vozičku, ko bodi ti, koleno te bolijo, obe, pusti mene tudi. Ali pa če poveš, da imaš multiplo sklerozo in včasih se ti da, pa razlagaš, glej, bolečine so take, da ni še lestvice, na kateri bi opisal, kako zelo močno boli.
Ni besed, kako bi opisal, kaj vse ti lahko naredi multipla skleroza. Od bolečin, ki so trgajoče, do tega, da si ne moreš sam zavizati vezalke, da ti jih otroci zavežejo. To gre globino srca. In potem nekateri res tako reagirajo, mene pa ta križ boli. To so, ampak kaj nam naj drugo rečejo? Kaj nam naj povejo, da nam bo prav? Naj nam reče, kako smo ubogi, to še bolj zdorim. Če vidiš, da se nekomu smili, si še dosti slabše. Saj jaz tega ne prenašam. Niti ni pravilna reakcija pravilna. Mogoče, da ti nekdo reče, ok, res verjamem ti, samo tako naprej, drži se. To je res mogoče tista reakcija, ki je sprejemljiva, kot jih povedati pozitivno, ali postani pozitiven. Če bi to mi vedeli. Veš, kaj je to? Veš, ti razložim, kaj to je? Ali pa veš? Delno veš. Okay. Jaz manjšim razlagam vedno povem, da se ne predstavljajo, da se peljejo z avtomobilom po eni cesti, hitri cesti, po avtocesti. Ful gas. In potem naenkrat na tej avtocesti ena luknja. In potem se mora ta avto ustaviti, ker ne gre več dalje. Prav zaradi te luknje. In na naših cestah, tam noter v možganih so tudi luknje. A veš? In niso še našli nekaj, kar bi jih zakrpalo. Te luknje. Ni še tega asfalta, ki bi zakrpal te velike podobne luknje. Problem posameznika za svojo boleznjo je vedno največji problem, ker najbolj boli svoja bolezen, zato ker jo poznaš. Jaz ne poznam bolezni mojega kolega, ki je lahko iščas ali nekaj takega, ampak poznam mojo bolezen. To je najhujša bolezen, ki jo imam. Za njega je njegova najhujša. In vsaka bolezen je takšna. Moja izkušnja je ta, idite med ljudi, ne glede na to, na kak način, bodite aktivni med ljudmi in v naslednjem trenutku, ko vas bojo takšne spoznali, bojo videli samo vas. Ne bolezni. To je res. To je res.